Spoštovani gostje, tu za omizjem in v dvorani, lepo pozdravljeni na okrogli mizi ob izidu knjige Alpinistični dnevnik Nejca Zaplotnika. Nejc Zaplotnik, eden najboljših alpinistov svojega časa. Mislec, pisatelj, mož, oče, prijatelj, Kranjčan. Rojen na Rupi pri Kranju 15. aprila 1952. Datum izida knjige tako nikakor ni naključje. Jutri bi Nejc praznoval 70 let. Pred nami so dnevniški zapisi, ki jih je Nejc Zaplotnik zapisoval med letoma 1969 in 1971. V izjemno zadovoljstvo nam je, da je knjiga po vsem tem času dočakala luč sveta in da jo lahko prvič predstavimo javnosti na tako čudovitem mestu, kot je Kranjska knjižnica. K besedi vabim direktorico Mestne knjižnice Kranj, gospo Majo Vunšek, za njo pa še župana Mestne občine Kranj, gospoda Matjaža Rakovca. Najlepša hvala za te lepe uvodne besede. Spoštovane gospe, gospodje, visoki gosti, lepo dobrodošli v Mestni knjižnici Kranj. Ob tej priložnosti bi še posebej rada lepo pozdravila gospoda župana Matjaža Rakovca, gospoda Primoža Črnilca, predsednika Planinskega društva Kranj, in pa seveda vse goste, ki nam bodo danes popestrili večer. To so gospa Mojca Zaplotnik Jamnik, gospod Tomaž Jamnik, gospa Marija Šterk, gospod Tone Perčič in gospod Darko Đurić. Lepo dobrodošli v Mestni knjižnici Kranj. Seveda pa, hvala. Seveda pa pozdravljam tudi vse ostale prisotne, alpiniste, športnike, ljubitelje narave, gora in pa seveda tudi pisane besede. V spletnem biografskem leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin, ki ga ureja Mestna knjižnica Kranj, pri opisu Nejca Zaplotnika med drugim piše: Nejc Zaplotnik je imel izreden dar za pisanje. Naj bo to iztočnica za današnji dogodek, ko bomo skozi dnevniške zapiske velikega alpinista razmišljali o človeku, ki je poleg visokih gora osvajal tudi globine človeškega uma. Znal je ubesediti svoje misli in z njimi spodbuja tudi današnje generacije. Besedi pot je dal drugačen razmišljajoč pomen. V svojem bistvu je bil Nejc Zaplotnik tudi mislec, pisatelj in lahko bi rekli filozof. O čem je razmišljal, ko je pisal svoj alpinistični dnevnik, nam bodo danes razkrili sogovorniki. Jaz pa bi samo zaključila in rekla, naj torej Nejc Zaplotnik danes ponovno oživi z nami. Hvala lepa. Ja, in lep pozdrav še v mojem imenu, imenu Mestne občine Kranj. Kranjčani smo lahko ponosni, da je bil Nejc Zaplotnik naš občan, tudi častni občan, in lahko smo veseli, da nekako njegovo misel povzemamo skozi ves ta čas. Izredna hvala gospi Mojci Jamnik Zaplotnik za to, da nam je zaupala Nejčeve zapise, in pa seveda tudi planinskemu društvu, ki je prišel na idejo, da skupaj z nami izdamo dnevnik Nejca Zaplotnika. Zdaj, kakšen je spomin na Nejca Zaplotnika? Bolj malo, glede na to, da je 12 let razlike med nama, ampak jaz sem imel to srečo, da sem živel blizu Perčičev in se jih točno spomnim, kako so korakali proti Storžiču mimo vodovodnega stolpa oziroma mimo naše trave gor na Storžič, in dejansko smo ubirali, da lahko rečem, isto pot tja gor na Storžič. In pa še en lep spomin imam, in sicer, ko sem vodil, ko sem še bil v gospodarstvu in je bilo poleg dobrega rezultata finančnega, ekonomskega, treba nekako narediti še uspešno kulturo
podjetja, ki je imelo preko 2000 zaposlenih, še vedno jih ima, sem kot izziv izbral njegovo knjigo Pot in jo nekako razdelil vsem zaposlenim in to podjetje je še danes zelo uspešno in verjamem ravno zaradi teh prodorljivih misli gospoda Nejca Zaplotnika. Tako da, ja, zaznamoval je ne samo Kranjčane, ampak celotno Slovenijo in res še enkrat iskrene čestitke, zahvala za to, da bomo danes tisti, ki bomo prvi dejansko odprli njegov dnevnik. Jaz se res komaj čakam. Jaz bi tudi alpinističnemu odseku Nejca Zaplotnika za ljudi z drugačnimi zmožnostmi zaželil veliko sreče oziroma veliko zadovoljnih dni in uspešnih dni na njihovi poti, seveda razpravljavcem oziroma tem članom okrogle mize, pa seveda en lep prijeten večer in pa tudi nam poslušalcem verjamem, da bomo slišali marsikatero lepo zgodbo. Hvala lepa. Najlepša hvala obema govorcema. Vseeno in še enkrat pa bi za omizjem z velikim veseljem pozdravila naše današnje goste, ki so najbolj zaslužni za to, da je dnevnik izšel. Z nami so torej Nejčeva žena Mojca Zaplotnik Jamnik, Marija Šterk, Nejčeva sestra, Tone Perčič, Nejčev prijatelj iz otroštva, Tomaž Jamnik Mišo, Nejčev kasnejši prijatelj in soplezalec, Darko Đurić, plavalec, paraolimpijec in načelnik planinskega odseka Nejca Zaplotnika ter Primož Černilec, predsednik Planinskega društva Kranj. Pa naj za začetek navedem duhovito misel, ki jo je Nejc sestavil sam in jo zapisal na začetek dnevnika. Pod veličastno fotografijo gore, ožarjene s soncem, je napisal takole. Gospod je torej stopil na goro Sinaj, na vrh gore, in Gospod je poklical Mojzesa na vrh gore. Mojzes je stopil gor. Torej sta tudi Bog in Mojzes hodila v hribe. Citat je eden od mnogih, v katerih vidimo, da so bile Nejcu, takrat 17-letnemu fantu, nek tempelj, pribežališče, drugi dom. In začel je pisati dnevnik. V njem je natančno popisoval 2 leti svojih vzponov, smeri, prijateljskih dogodivščin. Knjiga opisuje njegove planinske začetke. To še ni pisateljska zrelost avtorja Poti, knjige, ki je izšla dobrih 10 let zatem. To je pričevanje o njegovi mladostni igrivosti in preprostemu zahajanju v hribe. Knjigo je dolgo časa hranila Nejčeva žena Mojca. Doslej ni bil nikoli javno objavljen. Primož Černilec, predsednik Planinskega društva Kranj. Tudi vam se verjetno danes, ko je knjiga končno pred nami, zdi, da ste priplezali na goro Sinaj. Z izdajanjem knjig namreč do zdaj društvo ni imelo izkušenj. Pobuda za izdajo dnevnika pa je prišla prav od Planinskega društva Kranj. Primož, nam lahko malo opišete, kako se je vse pravzaprav začelo, kako ste sploh prišli na to idejo, da bi izdali dnevnik in kako je potem potekalo sodelovanje z gospo Mojco, Tomažem Jamnikom, Tonetom Perčičem, kako je knjiga nastajala, kdo vse je pri njej sodeloval? Lep pozdrav vsem skupaj. Knjiga se je začela odvijati predvsem, ko se je začel snemati film o Nejcu Zaplotniku Sanje velike sanje, ko je Borut vsakemu, ko je prišel snemati, ga vprašal, če ima mogoče kakšno stvar doma, kaj pa Nejčeva, in še nobeden ni videl. In takrat je Tomaž Jamnik prinesel na Planinsko društvo te Nejčeve zapise, ta njegov zvezek na 108 straneh. Na upravnem odboru na sestanku društva smo ta zvezek vsi gledali z velikim občudovanjem.
in že kmalu, že na tem sestanku je padla ideja, to moramo pa mi izdati. To mora izdati planinsko društvo. Lahko rečem, da smo najprej mogli zelo lepo sodelovati z Mojco. To nam je tudi uspelo. Po parih telefonskih pogovorih nam je Mojca dodelila avtorske pravice, pa predvsem zaradi preteklega dela, ki smo ga naredili na podlagi dela z invalidi. 2 leti prej smo peljali tudi 3 slepe osebe na Triglav. Predvsem se je pa ideja o odseku, o ustanovitvi odseka Nejca Zaplotnika za ljudi različnih zmožnosti in v sklopu tega odseka tudi sklad Nejca Zaplotnika zdela super. Iz enih zapisov sem prebral, da sta tudi Mojca in Nejc nekoč želela pomagati otrokom v Katmanduju, revnim otrokom, pa se te sanje niso uresničile, ker je Nejc prezgodaj umrl. Tako da nekako je Mojca začutila, da pa se to začenja dogajati zdaj. Tako da se dogaja, mogoče v drugi obliki. Vem pa, da je Nejc s to knjigo zraven pri tem odseku in nam nekako pomaga. Sodelovanje s Tomažem je že večletno. Tomaž, vrhunski alpinist, Nejčev prijatelj. Z veseljem pomagal pri vseh stvarih. Tone Perčič je bil navdušen nad to idejo, pomagal pri vseh stvarih. Na koncu pa še v to zgodbo pride Darko Đurić, ki se je pa spraševal, zakaj bom pa jaz v planinskem društvu delal. Ampak na koncu, ko je tudi on prebral pot pa začutil filozofijo Nejca Zaplotnika, je z veseljem sprejel ponudbo in tako je zdaj on načelnik našega odseka, predvsem pa njegovo ime pomaga pri uspehu tega odseka. Drugače so pa pri knjigi, pri izdaji, lahko rečem, pomagali vsi člani Planinskega društva Kranj, vsi so ponosni na to knjigo, tako da hvala vsem. In sedaj me zanima ena zelo pomembna informacija, kje pa bo knjigo mogoče kupiti? Knjigo bo mogoče kupiti že danes, tamle v mestni knjižnici Kranj, ampak to samo danes. Naprej pa na sedežu Planinskega društva v Beškovi vili v času uradnih ur. Potem se knjiga že prodaja v Planinskem muzeju v Mojstrani, naprej pa planiramo sodelovanje s Planinsko založbo. Primož, bi se ob izdaji knjige radi komu še posebej zahvalili za pomoč in podporo, morda vašim donatorjem? Seveda, veliko veselje mi je, da je mestna občina Kranj, da nas razume, da nas podpira ne samo pri knjigi, ona nas podpira pri vsem delovanju društva, še posebej nas je pa velikodušno podprla pri izdaji knjige. Tako da velika hvala gospodu Matjažu Rakovcu in mestni občini Kranj. Naprej bi se rad zahvalil Planinski zvezi Slovenije. Gospod Jože Rovan, predsednik Planinske zveze, je trenutno z nami, tako da velika zahvala tudi njim pri donaciji, naprej pa pri pomoči pri prodaji knjige. Naprej bi se rad zahvalil gospe Mariji Ahačič, Lekarna Savski otok, za tudi izredno velikodušno donacijo. Potem sta z nami tudi Majda in Aleš Krumpester, tudi ona dva sta nas podprla pri izdaji tej knjige. Moram pa povedati, da sta nas ona dva spremljala tudi pri izletu na Triglav, ko smo peljali 3 slepe osebe, tako da pri teh projektih sodelujeta že dalj časa. Hvala, Majda in Aleš.
Potem je še podjetje Comtrade iz Ljubljane, ne vem, če je kakšen predstavnik tukaj njihov, in pa čistilni servis Burgar, to so naši donatorji. Največji donator od vseh je pa Nejčev sin, Nejc Zaplotnik. Tako da. Njega trenutno ni med nami, je službeno odsoten, se nam bo pa pridružil jutri pri polaganju cvetja pri doprsni ekipi Nejca Zaplotnika pri Biškovi vili. Hvala. Najlepša hvala, Primož. Kot že rečeno, so predstavniki sponzorjev oziroma donatorjev nocoj z nami in se jim bo Planinsko društvo Kranj ob zaključku tega dogodka zahvalilo z izvodom knjige. Z nami pa je nocoj tudi Darko Đurić. Vsi ga zelo dobro poznamo. Je izjemen plavalec, dobitnik številnih kolajn na svetovnih prvenstvih, dvakratni udeleženec paraolimpijskih iger, prejemnik Bloudkove plakete za mednarodne dosežke v športu in po novem tudi načelnik odseka Nejca Zaplotnika za ljudi z različnimi zmožnostmi pri Planinskem društvu Kranj. Lepo pozdravljeni. Darko, tudi vaš zapis lahko beremo v dnevniku v spremnem besedilu, kjer predstavite Nejčevo življenjsko pot. Obenem pa zapišete: Spoštovani gospod Nejc, nisem vas poznal osebno, pa čeprav iz prebranega in iz pričevanj ljudi, ki so imeli možnost del časa preživeti v vaši družbi, spoznavam, da ste bili preprost in odprt človek. Kako torej vi doživljate Nejca, njegovo zgodbo, uspehe, na kak način vam je blizu? Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ime Nejca Zaplotnika se je v naši družini precej pojavljalo, namreč starša sta bila velika ljubitelja gora. Vedno sem z velikimi odprtimi očmi poslušal zgodbe, kaj se je dogajalo v gorah. Tega nekako sam nisem nikoli mogel prav veliko doživljati. In ko sem kasneje v bistvu preko Primoža prišel do tega projekta, ko mi je predstavil, kaj se dogaja, kakšne plane ima, da se bo izdal dnevnik Nejca Zaplotnika, in ko mi je pokazal te zapise, sem bil v bistvu vzhičen. In nekako njegova filozofija je tisto, kar v bistvu mislim, da se vsi strinjamo v tem času rabimo. Ker vsi iščemo samo neke trenutne zadovoljitve, lajke, všečke, kako bi temu rekli, in nekako pozabljamo, kako pomembna je pot. In Nejc Zaplotnik nas to uči, gore nas to učijo in mislim, da tudi osebe z drugačnimi zmožnostmi velikokrat rabijo kakšno tako filozofijo, ker dejansko, če se mi primerjamo z ljudmi, ki imajo vse, jaz bom v svojem primeru rekel končine, če bi hotel enake fizične cilje dosegati kot vi, bi bil lahko na koncu nezadovoljen, ampak če pa dosežem svojo pot, pa dosežem drugačen cilj, pa sem lahko srečen. Tako da mislim, da je to zelo pomembno. Res je. Nejc med svojimi prenekaterimi citati, ki jih je rad vključeval v svoje razmišljanja, napiše tudi tega. Avtor je ameriški pisatelj Philip Brooks. Ne prositi za lahko življenje, prosite, da bi postali močnejši. Ne prosite za naloge, ki ustrezajo vašim močem. Prosite za moč, s katero bi bili kos svojim nalogam. Ste kot aktiven športnik in zelo razmišljujoč človek tudi sami kdaj čutili podobno kot Nejc? Razumete to njegovo energijo, vedno višje, brez pretiranega strahu, brez ovir, prek ovir? Jaz sem se dostikrat v življenju vprašal, zakaj za vraga plavanje. Šport, ki moraš skozi gledati ploščice, veliko trenirati, je naporen, na koncu pa za tistih par sekund ves ta trud. Ampak ko pogledam nazaj, sem vesel, da sem se tako odločil. In tudi nekako se bo čuden slišal, sem hvaležen za vse izzive, ki mi jih je dalo življenje, invalidnost in tako naprej, ker jaz mislim, da danes ne bi bil taka oseba, če ne bi bilo tega. In jaz mislim, da marsikdo, ki se bo udeležil naših programov,
je take vrste človek, ki si želi izzivov. In zato bo tudi odsek Nejca Zaplotnika mu pomagal, da te cilje doseže in da bo imel kakšen lep dan v življenju in kakšen nove prijatelje s podobnim razmišljanjem spoznal. In če se navežem na to novo ustanovljeno društvo, kaj bo torej glavna dejavnost vašega odseka, njegov glavni cilj? Predvsem si želimo ljudem z različnimi zmožnostmi, ki si želijo aktivnega življenja, da jim to omogočimo. Še plavate ali zdaj samo še hribi? Zdaj samo še plovem. Najlepša hvala. Ja. V dnevniku beremo: S Tonetom sva pobrala dilce in se odpeljala na Jezersko. Zjutraj sva se s Tonetom odpravila iz Most proti Valvazorjevemu domu. V torek zvečer naju je s Tonetom kranjski kaplan odpeljal v Tamar. S Tonetom, s Tonetom, s Tonetom. Med nami pozdravljam Toneta, Toneta Perčiča, dobrih 50 let pozneje. Hvala. Tone Perčič, vi ste bili prvi Nejčev prijatelj in planinski sopotnik. V knjigi lahko preberemo čudovit uvodnik, dragi prijatelj Nejc. Nam lahko na kratko zaupate, kako sta se z Nejcem sploh spoznala, kakšno je bilo vajno otroštvo, prvi mladostni podvigi, kakšen prijatelj, kakšna družba je bil Nejc? Lep pozdrav vsem skupaj. Tako, kot sem že rekel, na to je zelo lahko odgovoriti, ker vem, kako sva se začela, kako sva se sprijateljila. To prijateljstvo sega v najnas, ko sva bila stara 7 let, sva se prvič nekje spoznala. To spoznanje je pa omogočilo torej hoja Nejca iz Rupe proti Kranju mimo mene. Jaz stanujem pri vodovodnem stolpu. On je mimo mene prišel in sva vedno skupaj hodila v Kranjsko cerkev k maši ministrirati. Pač tako je bilo in to se je dogajalo kar dolgo časa. No in sva se res prijateljila in seveda kasneje nadaljevala to prijateljstvo v šoli, v osnovni šoli na Simona Jenka in kasneje pa še v gimnaziji in med tem časom se je začelo dogajanje plezanje. Nejc je bil nedobuden, torej stalno je imel ideje, vedno je imel svoje ideje in pa seveda počeli smo tudi dobesedno traparije in neumnosti tako v šoli kot kjerkoli sva se nahajala. In po teh neumnostih, no tako lahko povem, je ta, ki sem jo tudi opisal, v šoli med odmorom, ker smo Simon Jenko je bila velika šola, še vedno je, z velikimi hodniki, smo obrnili šolsko klop, gor skočili 3 in smo se vozili po hodnikih, dokler ni bil odmora konc. In smo skoraj trčali v profesorje, ki so hodili nami za pouk. No, to je bilo že, seveda, kar je bilo pomembno pri tem je, da se on tega seveda ni nič ustrašil. Ker mi smo bili vsi bolj, kaj bo pa zdaj, nič in on je tudi razložil tej tovarišici takrat še, kako to gre, da je to pač del normalnega dogajanja in jo je tam poučeval, seveda nedolg. Ampak, no tako je izgledalo to najino prijateljstvo, začela sva pa zelo kmalu tudi z gorami oziroma s hribi. Najprej preko Skaplani smo hodili na manjše hribe, torej Storžič, Tolsti vrh, Stol in taki, kasneje tudi Grintovec. Vse te hribe, kar jih pač naše okolje lahko zelo lepo, čudovito vidi tamle zunaj. Iz tega je zraslo zanimanje za gore in sploh pa zanimanje najprej za brezpotja in so začela hoditi okrog tam, kjer ni markacij. To je bil najin moto in sva posod šla samo tam, kjer ni bilo markacij, da sva doživela in se nama je fajn zdel.
lepo je bilo in to seveda je potenciralo to najno zanimanje, sploh pa Nejčevo, ki je bil tukaj vodilni, zanimanje za plezanje, ker skale so pa povsod, ne. Kamorkoli sva prišla, je bilo že zanimivo malo skočiti mimo poti, pa skozi eno stenco, pa malo to, pa on, in je to preraslo naprej v dogajanje, v plezarijo. Seveda, v začetku nisem imela ne opreme, ne nič. V leta 68, mislim, da sva nekje že začela kar dosti pogumno hoditi v te gore. Sva dobila na posodo kakšno vrv, da so se malo navezala in začela že s plezalnimi, rahlimi, taki lažjimi smermi. No, potem je to preraslo in sva videla, da to pa ne gre tako enostavno, da mi dva hodva po gorah, pa nič nisva opremljena dosti, pa nič nevajena, noben nama ni nič pokazal, nič. In sva zato se odločila, leta 68 se včlanila v alpinistični ceh Kranj, zato, da to legalizirava, da ni to početje kar tako. In sva potem pa že dobila opremo, zlasti pa prijatelje, tisti, ki so pač takrat tudi alpinisti že, zato, ker začeti v gore pa brez kakšnega znanja oziroma kakšnega varuha, bom tako rekel, je težko. In zlasti Nejc je bil izredno družaben, on je navezal stike takoj in seveda, ko je on plezal recimo s pokojnim Lučigejem Marjanom ali s komerkoli drugim neko smer, sva takoj šla skupaj sama ponavljati. Zato, da je prenesel vse te izkušnje tudi meni in seveda drugič je minilo nekaj takih smeri, sva pa že se sama odločala, kjer smeri bova še plezala in to je on zelo lepo pisal v tem dnevniku. Ob tem naj seveda spomnimo, da ste bili kasneje tudi sami izjemen alpinist, tudi načelnik planinskega društva Kranj, ste iz družine, ki je zavezana planinstvu. Vaša sestra Marija Štremfelj je znana alpinistka, vaš svak Andrej Štremfelj je skupaj z Nejcem kot prvi Slovenec osvojil Mont Everest. Pa če se sedaj obrneva še na dnevnik. Knjigo smo namreč opremili s fotografijami, ki ste jih prispevali vi. So odličen dokument svojega časa. Kako pa ste pravzaprav prišli do njih? Zanimiva zgodba je za tem. Začenjam jo tako. Jaz sem v 8. razredu, 7., 8. razred osnovne šole sem inštruiral matematiko, ker mi je to šlo od rok. In za nagrado mi je ena klientela, bom rekel, ena starši od nekoga, ki sem ga učil, podarila fotoaparat, Bereto. To je nemški aparat, enostaven za uporabo. In seveda, ta aparat je bil z mano stalno v nahrbtniku in vse, kar sva plezala, sem jaz kar malo šklocal pa slikal. Takrat smo običajno normalno slikali z diapozitivi. In tisti diapozitiv, ki je bil film, seveda analogni film, ki je bil poslikan, sva ga mogla poslati v Zagreb, Fotokemika, ali kaj je bil že ta film. In preden sva dobila posnetke, je trajalo 14 dni. Predstavljajte si danes slikati, pa če 14 dni vidiš tisto sliko, ki si jo slikal. Tako so nastale fotografije iz točno tistih smeri, plezalnih smeri, ki so opisane v tem dnevniku. In zato sem jih tudi priložil, ker so avtentične in seveda o kvaliteti ne moramo tako govoriti, ker je takrat bilo, aparat ni bil ne vem kaj super, pa še diapozitivi je bilo treba skenirati, pa tako naprej, pa tako naprej. Ampak povejo pa nekaj slike. In ne le fotografije, v knjigi so tudi dodane razlage nekaterih planinskih pojmov. Raztežaj v šlingah, cvovlje, turenc, nekaj česar neplaninci ne poznamo. In tudi ta pojasnila ste prispevali vi. In še nekaj. Že sami ste rekli, da je bil Nejc zelo družaben človek in je imel ogromno planinskih prijateljev, ki jih omenja tudi v dnevniku. Zahvaljujoč vam smo lahko dodali kratke opise, za koga pravzaprav gre. Tako smo želeli obuditi spomin na mnoge pomembne planince Kranja in okolice.
Tudi to ste prispevali vi. Torej, lahko rečemo, da je ta dnevnik skoraj da na pol vaš. Ste dnevnik urejali z veseljem. Kje vidite njegovo največjo vrednost? No, to mi je bilo res veselje, ker sem vedel, za koga to delam. Ker mogoče je prav, da mu pokojnemu nekaj odvrnem. Če sva že toliko skupaj preživela, da ima neko obliko, v obliki dnevnika, da mu pomagam tudi Planinskemu društvu Kranj, kjer sva bila mi 2 člana, dolgoletna in sploh pa alpinističnemu odseku. Torej, knjiga oziroma dnevnik je zame res neverjeten. Jaz nisem niti vedel, da obstaja ta dnevnik, tudi zame je to novo bilo. In sem ga seveda takoj šel prebrati, zato da sem spremljal pa slike, pa levo, pa desno, kje se je to dogajalo. In moram reči, da sem bil presenečen, ker je ta ton oziroma nota, globina te knjige, navadni zapisi, napisani z roko, da je on lahko to, kar bomo rekli po domače usput, napisal take stvari in to takoj, to je neverjeten. Ker lahko primerjam zapise, iste zapise z mojimi, ki sem jih ravno tako delal, raje napovem, kakšna je razlika, ampak dejstva so pa ista. Tako da sem pomagal tudi pri prevajanju, če tako rečem, iz ročnega zapisa v računalniški. Za določene stvari je bilo zame lahko. Ker sem vedel, prvič sem bil akter, drugič pa tudi samo pisavo sem poznal dobro in veliko mi pomeni ta dnevnik. Najlepša hvala za vse vaše besede. Kot smo omenili, v dnevniku srečamo številne zanimive fotografije. In ena takšnih je zagotovo črno-bela fotografija Zaplotnikove družine iz leta 1956. Oče, mati, 2 bratca in sestrica v beli oblekici z veliko pentljo v laseh. V veliko veselje nam je, da med nami pozdravljam gospo Marijo Šterk, Nejčevo sestro. Dober dan. Gospa Marija, povejte nam kaj o vaši družini. Kakšen je bil Nejc kot otrok, kot mladostnik, kot brat? Lepo pozdravljeni. Živeli smo na Rupi, čeprav nobeden od naših staršev ni Kranjčan ali iz Rupe. Mama je izvirala iz Jezerskega, oče pa iz Kokre. Smo stanovali pač tam na eni kmetiji, tako kot se je po vojni naselilo družine, kjer je bilo kaj prostora. Odraščali smo v zelo majhnem stanovanju, v eni sobi pa v kuhinji, vseh 5, oba starša, pa mi vsi 3 otroci smo spali v isti sobi. Mogoče smo bili zato tudi bolj povezani. Vsi 3 otroci smo bili, moram reči, celo življenje zelo navezani drug od drugega, žal sta oba brata že pokojna. Z Nejcem sva se pa še posebej lepo razumela. Ne vem zakaj, mogoče zato, ker je bil kot majhen otrok pogosto bolan. Pa sem imela mogoče že takrat malo prezgodnega materinskega občutka za skrbeti za mlajšega bratca. Se pa spominjam predvsem tistih let, ko prihajajo pubertetniške stvari, da sva se z Nejcem zelo veliko pogovarjala, da mi je povedal vse tisto, kar staršem ne bi nikoli povedal, vendar sem morala jaz vedno najprej poslušati uro ali več vse njegove načrte, kar se tiče vseh mogočih alpinističnih podvigov. Potem je pa kar naenkrat začel pripovedovati nekaj, kar ga je mogoče mučilo, kam bi se opisal, kaj bi to, kaj bi ono, pa tudi, če je bila kakšna deklica vmes. Tako da moram reči, imeli smo zelo lepo otroštvo. Ko ste brali njegovo knjigo Pot, ste slutili, kakšne misli ga prevevajo, o čemu se razmišlja, koliko življenjske modrosti premore vaš brat? Moram reči, da precej, ker kot sem rekla, sva se zelo dobro ujela, celo življenje sva se res razumela, to ve tudi Mojca. Tako da moram reči, da sem ga zelo dobro poznala, on pa mene. Nejc v dnevniku zapiše: če bi doma vedeli, kako svobodnega se počutim v gorah, mi ne bi kar naprej govorili, naj ne hodim tako pogosto gor.
Kakšen odnos ste imeli doma do njegovega plezanja? Kaj pa pozneje, ko je dosegel že vse izjemne alpinistične uspehe? V vseh drugih pogledih najbolj zelo pozitivnega, ampak mislim, da je bilo mamo vedno zelo, zelo strah, če bo prišel domov, ne. In da je bil tisti strah to, zaradi česar je verjetno rekla vedno, a moraš spet, ne. In do povratka zvečer domov bo prišel cel nazaj, bo ne bo prišel cel nazaj, ne. To je bilo verjetno nekaj tega, ne. Moram, tudi starša naša sta bila sorazmerno stara, sta nas imela dovolj pozno, kar je mogoče tudi vzrok, da je bilo mamo bolj strah, kot pa recimo je strah mlajše starše, ki imajo mogoče več nekega poguma, kam vse pošljejo otroke, ne. Verjetno, tako jaz včasih razmišljam, ne. Najlepša hvala vam za obisk in za vaše besede. Ko jo prav skrivljeno maham proti domu, me dohitita Mišo in Iztok s fičkom in tako grem lahko domov po denar, pa še avtobus ravno ujamem. Pri koči v Tamarju sem izvedel, da smo ekipno zasedli 3. mesto, med posamezniki je bil Mišo 2. In tako naprej. Velikokrat v Dnevniku naletimo na vas, gospod Tomaž Jamnik. Dobrodošli. Vi ste se že v mladih letih družili z Nejcem, ampak vajno tesnejše sodelovanje je pa prišlo šele kasneje, kaj ne? Ja. Najprej mečko naroden sem, ti govorci so imeli že eno generalko, jaz pa čist na nov, nič nisem vedel, ko te vprašala, ampak evo, bom postrudil se. Prav. Torej, vprašanje je... Kdaj se je začelo vajno sodelovanje tesnejše? Malce kasneje, ne še v mladostniških letih, kaj ne? Ja, seveda v mladostniških letih je bilo tako, da jaz sem čist na drugem področju se ukvarjal s športom in tako naprej, tako da spoznala sva se na odseku, ne? In pred kratkim sem ugotovil, da je Tonetu Perčiču mama enkrat rekla, zdaj boš pa nehal plezati, ne greš več. In pa je Nejc mogel iskati okrog, in tudi ne mene najdu. Pa me je zvabil sem in tja, jaz sem pa lahko hodil, kaj. Ne vem, zakaj sicer. In tako se je začelo vajno sodelovanje. Ni vas potrebno posebej predstavljati, a vseeno. Tomaž Jamnik Mišo, alpinist, himalajec, gorski reševalec, dolgoletni načelnik Gorske reševalne službe Kranj, odličen smučar, član državne reprezentance. Kot je Zaplotnik zapisal v svoji knjigi Pot, je bil Mišo njegov vzornik. Skupaj sta divjala po hribih s smučmi in prav z njegovo pomočjo je odkril za najlepše področje alpinizma, turno smučanje. Kakšen pa je vaš pogled na Nejčeve začetke in potem na njegove velike uspehe? Ste pričakovali, ko ste ga spoznali pravzaprav kot najstnika, da bo enkrat toliko dosegel? Spoznal sem ga takrat, ki je bil že kar precej dober, ker na vse zadnje sta s Tonetom kar pomembne korake v alpinizmu naredila, pa ene dvakrat, trikrat sta imela tudi hudirjovo srečo, da se je vse srečno končalo, a ne? Recimo Kamenjevo, pa tako naprej. Ja. Tako je pravzaprav bilo, da jaz sem ga, rad sem ga imel. In hitro sva bila pravzaprav nekako zmenjena tudi zato, da smo se obiskovali malo, imela sva pravzaprav enako stare otroke in sva njihovim željam, recimo, naprimer, z Makaluja smo prinesla, vsaka družina je dobila enega psička, ampak midva sva
dobila nalogo, da vsake opico prinese. Kako pa gledate na razvoj alpinizma danes? V dnevniku beremo, kako so se fantje pod vznožja vozili s kolesom, smučke na rame in vse je bilo včasih tako preprosto. Kako vi gledate na spremembe tako v ljubiteljskem kot resnejšem alpinizmu? Časi se spreminjajo in lepo je bilo tisto s kolesom, lepo je zdaj z avto, kako bo, niti ne vemo. Jaz primerjam to, kar sem prebral v teh zapiskih, kje sta se vse s kolesom vozila, da sta šla poje še plezat. Mišo je pa prišel že s fičkom. Toliko je bilo razlike pravzaprav med nama in v letih, no vse zadnje, jaz sem že v službi bil, pa je bilo, torej, velike razlike so bile na vsak način. In jaz imam veliko spoštovanje tudi do teh, ki se sedaj ukvarjajo z alpinizmom, ker je na vse zadnje eno obdobje je za nami, samo ljudje smo tako iznajdljivi, da si vedno najdemo kakšno težko zadevo. Brooks je bil tisti, ki je pisal o tem, da je treba zmeraj malo težjega si kaj zmisliti. In tako se tudi zdaj alpinisti znajo zmisliti smeri take, da mi kar debel gledamo. Najlepša hvala tudi vam za vaše besede in za obisk. Ženi Mojci, najboljšemu prijatelju na tem svetu. Tako je napisano v Nejčevem posvetilu v knjigi Pot. Gospo Mojco Zaplotnik-Jamnik toplo pozdravljam med nami. Gospa Mojca, bili ste žena Nejca Zaplotnika, ste mamica vajinih otrok, uspešna poslovna ženska, danes srečna upokojenka, ki s svojim možem, alpinistom Tomažem Jamnikom, preživlja lepo obdobje na vajinem domu v Bašlju. Gospa Mojca, Nejc vam je zelo zaupal, pa vendar v uvodu k dnevniku beremo vaš zelo iskren nagovor, dragi Nejc, dragi bralec, v katerem se sprašujete, ali ste storili prav, da ste dnevnik izročili vsem na ogled. A še vedno dvomite? Ne, nič ne dvomim. Glede na to, da je namen tega dnevnika pomagati ljudem s posebnimi ali pa s posebnimi zmožnostmi, sploh ne. Vendar pa je res to, da kadar segamo v prostor, ki ga pač ima vsak posameznik samo za sebe, se siguren vprašaš, a delam prav, a delam narobe, a bi Nejc bil za to, da se to izda, ali ne bi bil za to. Mogoče bi razmišljal čist drugače, ampak glede na to, da je pa vem, to pa dobro vem, da je bil vedno pripravljen pomagati in ker je ta dnevnik namenjen za pomoč, sem tega zelo, zelo, zelo vesela in ko sem dobila prvo izdajo, pred čist mečkan časa mi jo je Primož poklonil, moram reči, da sem bila prav ganjena ob tej izdaji. Od nastanka zapisov pa do njihove izdaje je minilo že kar nekaj časa. Kako to, da se že kdaj prej niste odločili teh zapisov deliti z javnostjo in kaj vas je nagovorilo, da ste to naposled vseeno storili? Ja, ko pride ta prav čas, se ta prave stvari tudi zgodijo. Jaz ne vem sicer, če se bo komu zdel malo nenavaden, ampak jaz verjamem v moč univerzuma, ki stvari vedno postavi na svoje pravo mesto. In prav zagotovo je ta dnevnik
točno toliko časa bil neopažen, da je prišla prilika, da se Nejc oživi in da pomaga pomoči potrebnim. Vaše ime se večkrat pojavi v dnevniku. 13. septembra 1970 je Nejc po vzponu na Belačev steber denimo zapisal: Mojca pleza že kakor pravi alpinist, tako da skoraj ujame v navezo pred nama. Kako vesel sem, ko vidim, da bova lahko še veliko plezala skupaj, Mojca pa je še bolj vesela. Kako pa se vi spominjate tistih časov, ko so nastajali ti zapisi? Ja, fajn je bilo. Ta smer Belačev steber ni kaj posebej težka smer in sem bila seveda Nejčeve pohvale grozen vesela. Zdi se mi pa, da partner mora poznati to, s čimer se ukvarja pač njegov sopartner, ker ga lažje razume, ker ga lažje spremlja in ker se lažje postavi v različne situacije, v katerih se znajde. Zato sem jaz tudi, potem, ko sta bila že pač Nejc pa Luka, šla z Nejcem preplezati dolgo nemško smer. To je bila najdaljša smer v takratni Jugoslaviji in to je bil pravzaprav moj največji alpinistični ali pa plezalni podvig. Glede na to, da so pa otročki kar prihajali na svet, pa seveda tudi druge možnosti ni bilo. In glede na to, da Nejc ni bil samo alpinist, ampak seveda tudi nadvse talentiran pisatelj, imate doma še pospravljenih kaj Nejčevih literarnih stvaritev? Se skriva mogoče še kaj, česar bralci še ne poznamo? Definitivno ne. To sem povedala že ob prvem našem srečanju. Vedno pa je še kaj, kar je samo moje, in to so pisma, ki so še ostala. Gospa Mojca, v zahvalo za vaše sodelovanje in za vse vaše tople in prijazne besede ter dejanja, ki so nam bila pri pripravi dnevnika v res veliko spodbudo, se vam Planinsko društvo Kranj iz srca zahvaljuje. Enako. Mojca, v imenu Planinskega društva Kranj, v imenu odseka Nejca Zaplotnika, iskrena hvala za te dragocene zapise. Tukaj je pa še ena slika, ena karikatura, ki krasi ta dnevnik. V tej priložnosti povem, da jo je narisal Jože Trobac, ki je narisal tudi 10 risb, ki bodo krasile ta dnevnik. Namenjena je pa tebi. Z veseljem. Prosim, kar izvolite se še usesti. Tako, veliko smo povedali, zdaj pa je čas, da spregovori še knjiga sama. Kupite jo lahko pri vhodu v dvorano. Povemo naj še, da se bodo predstavniki občine ter Planinskega društva Kranj in Mojca Zaplotnik Jamnik ter Tomaž Jamnik ob Nejčevi 70. obletnici rojstva jutri poklonili pri njegovem doprsnem kipu. Ne vem dobro, kaj je tisto, kar me vleče v hribe. Ali strme stene, ki ti nudijo dovolj prostora, da preizkusiš svoje moči, da pozabiš nase, na svoj egoizem, da vidiš, kako si majhen in nebogljen. Ali pa ravno ti trenutki, ko se utrujen od ture zlekneš v mehko travo
ali na trdo skalo in pozabiš prav na vse. Najbrž pa vse skupaj, vse, kar te v hribih čaka. Tu se naučiš dajati in ne le jemati. Kolikor se daš hribom, toliko se gore dajo tebi. To je Nejc zapisal v dnevniku in dal nam je ogromno. Spoštovani, dragi Nejc, to knjigo ti poklanjajo tvoji bližnji, tvoji prijatelji, tvoji bralci, tvoji nasledniki. Energija, ki jo še po 39 letih, odkar ste odšli, tako močno čutimo, je neizmerna, neuničljiva. Hvala za to, ker si znal biti mlad in poln življenja. Vemo, da nas opazuješ zgoraj Sinaj in z veseljem bomo brali o tvojih dogodivščinah. Iskrena hvala vsem gostom, občini Kranj in mestni knjižnici Kranj. Lep večer vam želim še naprej.